Mislite, da bi bilo to rešiti, mislim pač, da se zasliši Cvikla zaradi njegovega vodenja, ko pa nobena komisija ne bi prišla do konca, ker bi vsak pač v koaliciji opozicije se ni važen enostavno ni komisijo, druga stran pač čez 2 tedna dvigne roko, nam se pa zdi, da pač to ni v redu. Jaz sem pripričan, jaz ne želim komentirati načina vodenja, ampak jaz sem pripričan, da če bi gospod Cvikl to zadevo peljal na tak način, kot je bilo z odredbo odrejeno, bi do zaključka že lahko prišel, očitno ni to namen. Ampak res ne bi komentiral, mislim, da je bolj dokumentiran tisto, za kar nekako smo mi pooblaščeni. Kdo je napisal to poročilo, katero danes predložili poslancem kolegom? Kdo je avtor? Poročilo v sodelovanju s strokovnimi službami. Državnega zbora. V sodelovanju s strokovnimi službami Državnega zbora. Mi nismo najeli nobenega zunanjega izvedenca, vse delo so upravile strokovne službe za našo komisijo. Stroški našega delovanja so tudi v tem poročilu opredeljeni. Delovali smo maksimalno racionalno. In tako kot sem povedal, v sodelovanju z strokovnimi službami Državnega zbora. Kdo? Vi? Celotna komisija. Celotna komisija ni, če je dobila... Seveda je predsednik normalno v sodelovanju s strokovnimi službami. Kdo pa ne bi ga napisal, vse je povsod tako. Pri vseh komisijah. Prav, vi ste to pisal v sodelovanju s strokovnimi službami Državnega zbora. Drži? Tako je. A ste predtem komorkoli omenili, kako bo ta poročilo? Ne, si namen je ravno ta današnja seja. Ob zaključku preiskave je potrebno narediti posvetovanje in prvi del tega posvetovanja je bila ta današnja seja. In pač pričakujete, da bodo ostali člani potrdili poročilo takšno, kot ste ga pripravili? Jaz pričakujem, da namesto izgubljanja časa z neštetimi proceduralnimi akrobacijami, kot smo jim bili danes priča kar nekaj časa, da se posvetimo vsebinskemu delu in bi bil zelo zadovoljen, da stvari izboljšamo. Naš skupni namen je, da je poročilo čim bolj kvalitetno, ker samo kot tako je sposobno obravnavati Državnem zboru. In tukaj mislim, da je prav, da usmerijo nekateri aktivnosti, ne pa v iskanje možnosti, da do tega končnega poročila ne bi prišlo. Je res, da je večina članov komisije šele danes dobila to poročilo? Poročilo je bilo poslano 3 dni nazaj, zdaj kdaj so ga prevzeli, ne vem. Ni pa to nič v nasprotju z nobeno določbo. Formalno bi lahko to poročilo v bistvu obravnavali danes. Čeprav bi ga dobili 1 uro prej, vse 47. Ja, ampak ni, gledajte, pravim, da namen tega je posvetovanje. Posvetovanje, da skupaj pridemo potem do teh zaključkov. Vi ste zadovoljni z doseženim in ugotovljenim? Zadolžitev, ki smo jo dobili strani Državnega zbora, bila je opredeljena v 12 točkah, smo izpolnili. Na vse to, kar je bilo odrejeno s strani Državnega zbora, smo podali ustrezne ugotovitve in Državni zbor se bo do našega dela, če bo to poročilo obravnaval, jaz upam, da ga bo opredelil. Vas sprašujem, če ste predsednik komisije sami zadovoljni z odgovoril. Mi smo naredili vse v skladu s tistim, za kar smo bili pooblaščeni. Ste vi kaj novega zvedeli od te preiskave, ali ste več ali manj že vedeli vse te stvari? Glede na to, da sem vam povedal, kako obširna je ta dokumentacija, verjetno si lahko date odgovor na to vprašanje. Kaj je za vas ključno ugotovitev tukaj? To Pavčkove besede in ta posel 6x6 in predpriprava za 8x8, boste tu dokazovali, da je šlo Ključna ugotovitev je, da pri vseh nabavah v preteklosti, kar se tiče oborožitvenih sistemov, ni bilo v ospredju načelo gospodarnosti. In da so se te stvari z spremembo zakonodaje, s tem, ko smo nekako povzeli standarde NATO, vstopili v to asociacijo, izboljšali. A lahko poveste... Prosim. Rekli ste, po vstopu v NATO izboljšali. Vstopili smo leta 2004, ne?
z temi, z 2.4 do 2.7, pa ste prej rekli, se pa niste ukvarjali. S temi nakupi. Ne razumem vašega vprašanja. Ja. Rekli ste, da dokler nismo vstopili v NATO, so bili vsi nakupi zelo negospodarni in transparentni. Potem se je pa to zelo izboljšalo. Ampak od 2.4 do 2.7 niste pregledovali, pa veste, da je dobro. Da je bolj gospodarno. Ne, gre za ugotovitev glede na veljavno zakonodajo sprejeto. Ne razumem vašega vprašanja. Mislim, da sem vam prej odgovoril. Vi ste ugotovili, da smo zelo negospodarno kupili veliko orožja, ki ga ne rabimo, ne? In zdaj? Glejte, s to ugotovitvijo bi jaz počakal do zaključka. No, ampak načeloma namigujete na to. In kaj bo zdaj? Kakva bo zdaj posledica? Pač jaz ste napisali poročilo in to bo to, ali kaj? Na politični način. Obseg preiskave je zelo jasen. Ne? Tako da, tu vam je že nekdo drugi povedal, kolega iz sorodne komisije, da mi nismo ne tožilska, ne policijska sfera. No vem, ampak boste na podlagi tega ugotovljenega, očitno tudi zadosti za imeni, ki so podpisovali in tako naprej, koga predali naprej? To je stvar odločitve preiskovalne komisije. Predlog to je stvar odločitve preiskovalne komisije. V skladu s tem, kako bo poročilo sprejeto, bodo tudi te odločitve sprejete. A lahko odgovorite, prosim, še enkrat bi se vprašal glede podjetja Elbit. Rekli ste, ni problem dobaviteljev, ampak je problem oseb na ministrstvu. Ampak vendarle, a je podjetje Elbit zagotovilo povsem kakovostno storitev vedno za tisto ceno, ki je bila plačana, ali so bile kakšne težave? Mislim, da sem odgovoril na to vprašanje. Problem pri izraelskih havbicah ni v tem delu, ampak v tem delu, ali so z vidika tistega, kar Slovenija potrebuje, primerne ali ne. V tem delu je problem. Ne? Enako pri sistemu ACCS. V tem delu je problem. Ampak je bila storitev podjetja Elbit kvalitetna? Zelo težko odgovorim na tako vprašanje.